Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Matej Lahovnik in Bojan Požar, komentiramo pa, kdo in s kom bo sestavljal novo vladno koalicijo. No, fanta, zdaj med oglasi smo ugotovili, da če gre Miro Cerar za ministra v vlado, potem pride Jani Möderndorfer spet v parlament, tako da Jani, če nas gledaš, držimo pesti. Ampak predlagam, da si zdaj za ilustracijo tega, o čemer smo se že pogovarjali v prvem delu oddaje, pogledamo izjavi teh glavnih favoritov za sestavo vlade. Najprej, kar je recimo poudaril po zmagi na včerajšnjih volitvah Janez Janša. Mi bomo na prvo mesto postavili blaginjo slovenskega človeka, nikoli ne bomo rekli žal besede tistemu, ki solidarnosti pomaga komorkoli, tudi migrantom, vse to je dobrodošlo, nikakor pa ne bomo dovolili, da slovenska vlada zanemarja domačega človeka, tu nas čaka ogromno dela. To bi naj bila prva prioriteta Janeza Janše, medtem ko je Marjan Šarec pa dejal sledeče. Za stranko, ki ni bila še nikoli v parlamentu, je to velik uspeh, če se bodo vsi držali povedanega pred volitvami, pričakujem, da bomo sestavljali vlado in hkrati napovedal možnost, da bo postal novi slovenski premier. V vlado z Janšo ne gremo, če ne bo mogel sestaviti vlade, je prav, da priložnost dobi drugi, je bil jasen. Tu se zdaj vidi neka razlika, ne? Vendarle v kilometrini in v teh prvih izjavah, o čemer smo že govorili, ne? V prvem delu oddaje. Pogled, če bi Marjan Šarec verjetno imel to politično kilometrino oziroma izkušnjo iz dela v vladi, je zadnje, kar bi si želel, da je premier s samo 13 poslanci in da ima za zagotovitev potrebne večine v državnem zboru sabo še 4 ali 5 koalicijskih partnerjev. To je izjemno... Vprosti, Matej, še v vladi bi težko imel večino, sam s 13 poslanci. Ne bi imel. To je popolnoma jasno nemogoče. Še noben slovenski premier ni bil premier s tako malim številom poslancev. Tega ne bi zvozil tudi nekdo, ki je bistveno bolj izkušen. Tako da jaz mislim, da v tem trenutku še dobro se ne zaveda, kaj bi ga lahko v tem primeru čakalo, ker če bi se, jaz mislim, da bi bila zanj precej bolj sprejemljiva vloga, recimo, da je recimo drugi največji partner v neki vladi in lahko izsiljuje, mislim, s programskimi zadevami praktično kar želi, doseže tudi zelo veliko, se profilira, medtem ko če bo pa premier s tako šibkim številom poslancev, pa mislim, da bo to kot na praktično na brisanem prostoru. Tukaj ga bojo kegljali kot kakšnega kegla. To je zelo nevarno. Ne? Vsi vemo, kako koalicije funkcionirajo in množica fragmentiranih malih strank začne slej ko prej vleči vsaka na svojo strani in tukaj je zelo težko obvladovati. Bojan, odkot po tvoje Marjan Šarec črpa to svojo samozavest? Ne, meni se zdijo te njegove izjave se mi zdijo pravzaprav podobne kot vse njegove izjave doslej, ne, tako ko bi rekel, igral je v bistvu kandidata za mandatarja, ne, na nek način, ne to. Treba tudi pač ve, da če bo recimo na vsak način, če bo sestavljal vlado iz skupine teh strank, na levici bo imel zraven, ne vem, Mira Cerarja, bo imel zraven Alenko Bratušek, ne, to je enega predsednika vlade, pa eno bivšo predsednico vlade in to so kar neki igralci z neke kilometrine, ne, na tem političnem prizorišču. Tako da jaz sem bil včeraj presenečen nad njegovimi izjavami, bolj kot nad katerokoli njegovo izjavo prej, ne, ampak se mi zdi, da je bilo to nekako bolj posledica mogoče neke euforije, ne, nekega hitrega seštevka teh mandatov, pa nek revanš Janezu Janši za te zadnje dni, ki so se dogajale v tej predvolilni kampanji. Ne, ker to, kar je Matej rekel, vsi, kako bi rekel, neki normalni, ne, običajni, pa resni politiki, takoj preklopijo, imajo takoj switch, ne, po koncu, ko se zaprejo volišče in začnejo popolnoma drugače povolilno razmišljati. Ne. On je v principu še v neki taki euforiji, v neki predvolilni kampanji, v nekem takem otročjem maščevanju, ne, čeprav zato ni imel pravzaprav sploh kakšne resne osnove. Ne. Na eni strani je bil tukaj Janša, ki ima 26 mandatov, ne, v tistem času je celo kazal, da bo imel 28 mandatov, ko je Šarec to izjavljal, ne, in potem Šarec, ki je imel 10, 11 ali 13 mandatov, ne, dobro, zdaj ima 13, tako da jaz nisem, bom rekel, videl dobenega racionalnega razloga za take izjave. Ne. Ob tem, da seveda Šarca na nek način v zasedi čakajo neki potencialni koalicijski partnerji, ki so vsi, bom rekel, že neki politiki, ne? Cerar, Židan in vsa ta struktura, ki stoji potem za temi strankami. Vse ene stvari še nismo omenili, ne? Če bi recimo Marjan Šarec sestavljal to tako imenovano levo-sredinsko vlado, bi se znašel po vsej verjetnosti v vladi z dvema bivšima predsednikoma vlade, ne? Mirom Cerarjem in bivšo predsednico vlade Alenko Bratušek, ne? To je verjetno še teže potem za usklajevati in nekako voditi vso zadevo. Se ne samo to. In še ta element je, da predsednica pač
predsednica stranke Alenka Bratušek ni bila izvoljena za poslanko. In bi bila tudi osebno v vladi. Ja. Osebno bi bila v vladi, osebno bi hotela potem imeti neko tako, kako bi rekel, bolj reprezentativno ministrstvo, ne? In je to neka dodatna kalkulacija, s katero bi mogel pravzaprav Šarec računati. Ne? Pa še en problem je, tukaj ne, moramo, zdaj pa tako, ko se je že Janković nekoč naučil, ne, da je treba znati šteti do 46. Tudi če Šarec se šteje te, recimo 5 teh levo-sredinskih strank, ne, ali 4, ne, imajo cirka 43 glasov. Torej, zato, da imajo večino v državnem zboru, potrebujejo ali Novo Slovenijo ali pa Levico. Nova Slovenija si jaz ne predstavljam, če lahko gre v sedanjem razmerju sil v levo-sredinsko vlado. To je potem pokop Nove Slovenije in bo končala bistveno slabše, kot je leta 2008. Vprašanje je tudi, če bi lahko Tonin zagotovil vse poslance, ki bi podprli recimo neko levo-sredinsko vlado. Po drugi strani ima pa... V takem kontekstu, ja. Tako, po drugi strani ima pa vendarle Levica tako skrajna stališča od referenduma o izstopu iz NATO, kaj naslednja stvar je lahko referendum o izstopu iz EU in podobne zadeve. Ne? Tako da si ne predstavljam, da bi lahko z njimi sestavljal in bi bila zelo tvegana, to je res igra z ognjem, takšna koalicija, tako da računati pa zdaj, da ti bo ta pa vedno manjšinska poslanca zagotavljala večino v parlamentu, je pa iluzorno. Tako da jaz mislim, če bi imel to politično izkušnjo, bi Marjan Šarec ob rezultatu, ki bi bil za novinca zelo dober, ne, bi umiril žogo, takoj po volitvah se mogoče celo vzdržal kakšne izjave in imel zelo dobro osnovo, da je izjemno vpliven in lahko dejansko Slovenijo spreminja na bolje, če z nekimi programskimi zadevami, če to verjame tudi kot drugi največji koalicijski partner. Vse v končni fazi, recimo, poglejmo Sebastiana Kurza, ne? On je svoje čase bil drugi človek v vladi, pa je danes kancler. Ne? Se da tudi na ta način, ampak tako kot je pa zastavil, pa jaz mislim, da je predvsem pomanjkanje izkušenj. Tako smo bili vsi, jaz se spomnim sebe leta 2004, ko priletiš v politiko, potem se dogaja, zgubiš volitve, si zelo razočaran, potem pa padajo kakšna izjava preveč. To je vedno slabo, zato jaz vedno rečem, je obdobje pred volitvami, obdobje po volitvah in boljše iti na kakšno hladno pivo, pa potem po prespani noči se vsebinsko pogovarjati o prihodnosti države. Ob tem sam še to, se sta verjetno oba dva brala, ne? Tudi recimo mnenjski voditelji pa novinarji, ki so izrazito blizu tranzicijske levice, danes pišejo, ne? Pa ugotavljajo, pa komentirajo, da je Šarec zdaj v tem zadnjih dneh te predvolilne kampanje v principu zgubil velik del svoje karizme, ne? Pa velik del svojega moralnega kapitala, pa političnega kapitala, ki ga je imel iz predsedniških volitev, in da je v bistvu njegova politična moč, ne? Zdaj bistveno manjša, kot je bila recimo pred kakšnim mesecem ali dva, ne? Pa mehno število mandatov, pa še mehna politična moč, ne, kar mu dodatno potem otežuje pristop k sestavljanju vlade. Ja, saj to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? A si videli, sploh predstavljate, da bi katerakoli stranka iz enega ali pa z drugega pola šla v drugo barvno koalicijo? Recimo, kaj bi dominantni mediji, strici iz ozadja in vsi ostali, ne, centri moči naredili z neko stranko tranzicijske levice, ki bi šla v vlado Janeza Janše in obratno? Ne? Pa nisem, ja. Ja, no, jaz mislim, da najlažje to stori recimo SMC, ker je tako ali tako z vidika njihovih volivcev, ki so dosti zmerni, želijo neke vsebinske spremembe, zanima jih vsebina, ne toliko ideologija, in mislim, da se njim bi mogoče to celo obrestovalo oziroma saj ne bi izgubljali. A se vama ne zdi, da so volivci SMC-ja predvsem tisti zaposleni v javnem sektorju, ne? Če zdaj špekuliramo, zakaj je ta odstotek SMC-ja višji, kot se je prej nakazovalo, ki so se bali, ne, da bo Janez Janša zmagal volitve in delati red v javni sektor, zdaj pa bi Miro Cerar popeljal to stranko, za katero so oni glasovali koalicijo z Janezom Janšo. Se vam ne zdi to malo preveč vseeno? Še mogoče ena stvar, tukaj se mi ne zdi nepomembna. Zdaj mogoče se zdi to kot znanstvena fantastika, ampak se mi zdi ni. Ne? Tukaj imamo socialne demokrate. Če socialni demokrati zdaj grejo v opozicijo, gledajte, oni tako izumirajo. Lahko kot stranka odmejo, ne? Ker oni so tudi na nek način klasična vladna stranka. Poleg tega imajo to njihovo ozadje, ne? Ti lobiji za kulisije okoli socialnih demokratov, ki je zainteresiran, da je zraven na oblasti. Ne? Imamo tudi te znane lobiste, Zemljariča, gospoda Isajloviča, Janeza Kocjanča in tako dalje, in ti morajo funkcionirati, če so na oblasti. Tako da ni izključeno, da se bo zdaj čez mesec, 2 ali 3, po kakšnih neuspelih pogajanjih pojavila teza, da je treba nekaj narediti za to, da se reši državo, ne? In da se bo šlo naprej pogajanja k neki veliki koaliciji. Jaz to ne izključujem. Bo pa zelo velik pritisk, ko govorimo o Desusu in stranki Alenke Bratušek. Sam še to bi dodal. In tem fantom, ki sem jih zdaj naštel, ki obvladujejo medije, ni težko obrniti javno mnenje
ne? V nekem momentu, da javno mnenje podpre velika koalicija, pa ni tako slaba in tako dalje in tako dalje. Ja, to že, da bi prisilila, oprosti Matej, te odločevalce, ampak po drugi strani pa, če drži teza, da Levica pobira volilne glasove SD-ju, a ne bi potem jim še tako hitreje pobirala volilne glasove, če bi SD šla v koalicijo z Janšo? Ja, gre pa za vprašanje naslednjih 4 let, ko se odvije zadnja faza tranzicije, ne? To je treba upoštevati. Ja, ne, za te, ki si jih ti naštel, bi to bila dobra poteza. Samo vprašanje, kaj bi se stranko zgodilo. Predvsem edina dva, ki ne moreta biti v opoziciji v tem trenutku predsednika strank, sta Alenka Bratušek in Karl Erjavec, ki jo ni v parlamentu. Ampak težava je, da jaz si težko predstavljam, da bi Janša z obema strankama iskal neko pot za sestavo koalicije. In jaz mislim, da bosta tako Alenka kot tudi Karl Erjavec izjemno pritiskala na to, da bi se oblikovala neka leva vlada, leva koalicija, lahko da bodo v začetku zaradi tega celo bolj popustljivi, ker si na ta način zagotovita tudi politično preživetje. Ker so zelo nerodni. Vsakašna leva vlada, ne? Absolutno, za njo je vsakašna leva vlada rešitev in kakršnakoli druga vlada katastrofa. Ko govorimo pa o NSI-ju, si pa jaz dejansko ne predstavljam, da bi lahko NSI v takšnem razmerju sil šla v levo-sredinsko vlado, ne glede na to, kaj zdaj spinajo nekateri na levici, češ, da je NSI kaznovana, ker se je približevala Janši. To so neumnosti. NSI je povečala število poslancev, mislim, da je preživela relativno turbulentno obdobje, uspešno, Tonino je uspelo stabilizirati barko in to je čisto druga stvar. Imata pa seveda Alenka in Karl veliko več težav. Pri tem NSI-ju je tako, malo so vedno ti fantje, pa gospodje v NSI-ju, malo so vedno naivni. Oni vedno pričakujejo, da jih bo neka levo-sredinska vlada vzela v vlado. Idealna priložnost zanje je bila v času, ko je Miro Cerar sestavljal vlado. Takrat so bili po neki logiki, po neki splošni politični filozofiji so bili najbližje vladi, pa so izpadli z 2-3 manevri. In pričakovati zdaj, ko je tukaj 6 levo-sredinskih vlad, da bo v primeru levo-sredinske vladne koalicije NSI prišla v vlado, je pa čista utopija. Čista utopija. No, ampak zdaj, ko sta omenila Alenko Bratušek oziroma stranko Alenke Bratušek, iz zaupnih virov smo izvedeli, da se bi naj zdaj SAB preimenovala v SBAB, stranka brez Alenke Bratušek. Zelo veliko je teorij recimo v tem, da bi naj prišlo do nekih izrednih kongresov, združevanja strank in tako naprej, če pač ne bi dobili mandatarja iz kroga teh dveh najbolj očitnih kandidatov, Janša, Šarec. Koliko vidva data na te ugibanje? Se vam zdi možno, da bi prišel nek tretji človek, nek tehnični, tako imenovani mandatar, ali da bi prišlo celo do nekega povolilnega združevanja strank, da bi na ta način umetno recimo dvignili število poslancev? Se vam zdi kaj od tega sploh možno? Vse je mogoče, jaz ničesar ne izključujem, tudi ne poskuša združevanja SMC-ja, Liste Marjana Šarca in stranke Alenke Bratušek, koliko zarečenega kruha in oziroma besed se bo tukaj pojedlo, je druga stvar, ampak kuharji, bom rekel, predvsem strici iz ozadja, imajo seveda zelo, zelo veliko interesov za to, da ohranijo sedanjo kontinuiteto. Tukaj gre vendarle za 12 milijard evrov vredno državno premoženje, ki ga nekdo upravlja, za vprašanje NLB-ja, za celo vrsto interesnih vprašanj in tukaj bo pritisk predvsem na leve stranke, da karkoli naredijo, ne glede na to, kako operativna bo ta vlada, samo da se zagotovi kontinuiteta. Jaz mislim, da bo to izjemen v naslednjih dneh in tednih. Ja. Bojan, ti bi še se strinjam s tem. Ampak ne vidim pravega smisla zdaj, ker mislim, da ni dobenega možnega časovnega okvirja, da bi zdaj v kakšnem tednu dni, predno začne Pahor podeljevati te mandate za sestavo vlade, da bi lahko prišlo do kakšnih izložitvenih kongresov. To ne vidim. To bi bil after party recimo čez nekaj mesecev, tako kot je LDS naredila leta 1994 recimo, ampak to samo z namenom ustvarjanja statusa quo. Rok je sicer 8. avgust za oblikovanje nove vlade, a se vam pa zdi, še zadnje vprašanje, se vam zdi opcija predčasnih volitev možna in kdo bi recimo po vajenem mnenju lahko pridobil ali pa kalkuliral s tem, da bi pridobil, če bi ponovili volitve recimo v zelo kratkem času? No, najbolj bi pridobila, jaz mislim, da bi SDS še več dobila in pa tudi Zmago Jelinčič, ker ga ne bi mogli več ignorirati in ga ne vabiti na soočenja in on bi pobiral tudi levici, da se razumemo. Zdaj, najbolj negotov bi bil položaj, jaz mislim, da Cerarja, SMC, ker ima zelo zmerne volivce in oni pač želijo, da se nekaj naredi in za njih neke predčasne volitve so najmanjša opcija, predvsem pa poslanci ne radi režejo vejo, na kateri sedijo, tako da jaz v neke predčasne volitve, zdaj takoj ponovne volitve, ne verjamem.
verjamem. Prej se mi zdi verjetno, da če bo leva koalicija, da bodo kakšne predčasne volitve, recimo čez 2-3 leti potem. No, jaz bi k temu mogoče še dodal, se strinjam s tem, kar je rekel Matej, se pa na eni strani Janša, na drugi tudi Jelinčič, pa mislim, da Levica. Ne? Če bi zdaj prišlo recimo do kakšnega zloma teh levo-sredinskih strank, nesposobnosti se sestavijo vlade, potem bi prišlo do predčasnih volitev, bi verjetno največ potem spet pridobil Janša. Na desni strani in na levi strani Levica, se pravi Luka Mesec, pa verjetno tudi Jelinčič, tudi iz tega razloga, ki ga navaja pač Matej, da bi pač seveda sodeloval v vseh teh televizijskih soočenjih kot nova parlamentarna stranka. Ker se bo zlasti, ker se bo očitno tudi migrantski ciklus val začel krepiti. Še eno kratko vprašanje, zelo na kratko prosim, a bi lahko Marjan Šarec, za katerega je, saj on tako trdi, na eno najbolj pomembnih vprašanj sprememba volilnega sistema, če bi dobil od Janše zagotovilo, da bi tudi SDS podprla spremembo volilnega sistema, to predstavo kot nek pogoj, zaradi katerega bi pa vendarle šel v vlado z Janezom Janšo? SDS bo podprla vsakršno spremembo obstoječega volilnega sistema, ki je šla v smeri večinskega sistema, tako da to je že vnaprej znano, ker je obstoječi sistem je res enostavno butast. Ljudje imajo premali vpliv na to, kdo je izvoljen. To se je spet pokazalo. Ja, ampak mislim, Matej, da Šarec nima v misli čistega večinskega sistema. Mislim, da nima v misli. Preferenčni glas, recimo ukinitev volilnih okrajev. Je pa ta sistem volilni res poln absurdov. Zdaj imamo, to si že omenil, imamo stranko Alenke Bratušek, ki ima ime Alenke Bratušek. Alenka Bratušek je bila na vseh soočenjih, ona ad personam in na volitvah pa ni bila izvoljena. Tako da tudi po zaslugi tega sistema. In ta sistem bo treba res verjetno slej, ko prej vsej malo, kako bi rekel, adaptirati, že ne spremeniti. Prav, najlepša hvala, dr. Matej Lahovnik, Bojan Požar, za vajanje današnje komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko se bomo poslovili od Uroša Zormana.